Za začetek naštevanje. Črn tulipan, led severa, vedno zame, modro sonce, naša mala klinika, to je le nekaj naslovov songov, ki so že v kolektivnem spominu. Živijo sem Andrej Karol in pozdravljeni v podcastu Še vedno sem s tabo. Delovni naslov je bil 40 minut za 40 let glasbe, a zanimivih zgodb se ne krajša. Moj gost je Miha Guštin Gušti, o začetkih, koncih in spet novih začetkih, o zamujenih priložnostih, ponosu in jezi, spomini, sedanjost in prihodnost glasbenika 40-letno kilometrino. Začela sva takole. Več kot radio. Kaj je bolj prav? Da ne tapka z rokami ali da tapka z rokami? Odvisen od počutja v tem trenutku pač tapkam, ker sem očitno sem le pri Karoliju na pogovoru, čeprav se poznava, ampak tako si me včeraj, ker sem me poklical, nekako dal vedeti, to bojo pod vprašanja in pač očitno ne bo zadela. Zato, ker bi se rad iskreno pogovarjal o muziki. Absolutno. Skozi vsa ta leta. Absolutno. Nekako blizu sva odraščala drug ob drugem, časovno gledano. Ampak deva odpreti, da bo v bistvu preprosto. V takšnih trenutkih, kot je zdaj, kaj je bolj prav, Gušti ali Miha? Težko ti odgovorim na to. V bistvu mene Miha kliče samo mama, pa mogoče še kakšen družinski član. Drugače me vsi kličejo Gušti. Je pa res, da zadnje čase me dosti ljudi Miha naslavlja, ampak meni je v bistvu vse. Jaz se počutim dosti, bom uporabil besedo comfortable, tudi če sem Gušti. Sem lahko dosti intimen kot Gušti in sem lahko dosti intimen kot Miha. V bistvu sem lahko oboje in vesel in žalosten in kot Miha in kot Gušti. Ker bi recimo pričakoval, da ne boš tako intimen navzven, če te nekdo pokliče Gušti ali pač, če bi te poklical Miha. Jaz mislim, da je čisto odvisno od osebe, čisto odvisno od pogovora in čisto odvisno od energijo, ko začutim v tistem trenutku, ne grem na Miha ali pa na Gušti. Imam to dost razdelan in v bistvu me 90% ljudi mi kliče Gušti in sem z njimi čist iskren in lahko tudi zelo intimen, karkoli že. Ok, si zadovoljen s podatkom, da se ob opisu v Google na centralnem zaslonu prikaže Gušti kitarist? A to se pokaže? Gušti? To je preverjeno pred nekaj urami. Jaz sem v bistvu začel svojo glasbeno kariero v bistvu s tem, ko mi je oče kupil kitaro. Začel sem glasbo poslušati na drugačen način, hotel sem jo tudi slišati. Ne? In kitara je na nek način v bistvu mene pripeljala v ta svet. Jaz sicer na začetku niti nisem najmanj si mislil, da bom kdaj pisal komade, da se bojo te komadi kdajkoli vrteli na radiju. Meni je bila sam kitara neko veslo, s katerimi sem začel veslati po teh glasbenih vodah in začel glasbo poslušati, probati slišati in jo začeti prvo uponašati. In še lepo čez leta sem v bistvu začel glasbo proizvajati, delati ali pa razmišljati o tem, da je treba avtorsko sodelovati v glasbi. Ampak, če piše kitarist, se čutiš potrebo, da bi razložil ampak vse? Ja, kitarist, ker sem vse komade v bistvu naredil ob kitari. Ja. Mogoče sem zdaj z leti, kako pogledam nazaj, bolj avtor, kakor pa kitarist, ker biti kitarist, inštrumentalist, jaz sem pač nehal vse s kitaro ukvarjati kot inštrumentom kar nekaj let nazaj. Bom rekel, v najstniških letih, to, ko sem takrat začutil, da je v bistvu, da znam biti avtor, znam dovolj dosti kitare in sem v bistvu nehal raziskovati zvoke, pa nehal sem vežbati te laufe pa lestvice. Ampak ja, kitarist, na odru imam kitaro, komade delam s kitaro, ko pridem v studio, prinesem kitaro. Ja, na nek način sem tudi kitarist. Ja. Je ta opis zadosten? Ja, zadosten, ja. Ok. Zgodba o življenju in življenju v glasbenem, ne samo svetu, ampak tudi poslu. A imaš lahko res uspešno kariero, če samo pišeš, potem te pa ni na odru, oziroma te ni na odru pred mikrofonom?
Zdaj govorim o tej delitvi vlog. V zahodni tujini že desetletja velja, da so tako imenovani kantautorji, oziroma kot oni pravijo singer-songwriter, najuspešnejši izvajalci hkrati. Zdaj, če ni te končne faze, ne, Gušti napiše, naredi vse, ampak ne izvaja. Govorim o preklopu iz ozadja v ospredje. V resnici me zanima intimna iskrenost, zakaj si se odločil ne iti na svoje, to je posebno poglavje, ampak ko si šel na svoje, iti na fronto. To je kar dobro vprašanje, ker tudi sam sebe na začetku nisem videl v tej vlogi, ker sem se v bistvu uspešno skrival za frontmeni, kot so Grega Skočer, kot je Polona Kasal. In ja, jaz se najbolj počutim, kadar vem, da znam pisati, ne. Nikoli se pa nisem počutil biti frontmena. Ampak sem prišel v neko situacijo, ker če si glasbenik, ne, imaš željo, vsak glasbenik ima željo tudi nastopati. In v mojem primeru je bilo to tako, da ko sem končal razmerje z Bigfoot Mamo, ko sem končal razmerje z Polono, ko sem končal zadnja plata, za katero sem celo plato napisal, je bila Ema Gagro, se pravi ta hrvaška plata. In ti se je nekako obrnil, da je bilo komercialno tako neuspešno, še posebej ta hrvaška plata, da enostavno nisem imel več energije za nekoga spet napisati in pol čakati ali z tega, kaj bo, ker sem hotel tudi nastopati, ker jaz mislim, da če si glasbenik, imaš željo tudi nastopati, ne? In jaz imam željo tudi stati na odru, ampak sem prišel zdaj v fazo, da sem rekel, ne bom več delal plate ali pa za nekoga, ki bo tam nekdo spet šel, ne? In sem se v bistvu sam sebe postavil v neko tako cono, kjer se nisem počutil najboljši in sem začel, ok, bom jaz pel. In imam še danes probleme s tem stati na odru, kot frontman. Nimam problem stati na odru s kitaro in igrati glasbo, ki sem jo napisal, ampak biti frontman. Tudi nimam tak problem pet, ampak biti frontman, ne. To se mi zdi, da imam še danes največji problem. In če ne dobim dost hiter odziva od publike, začnem v bistvu sam vase lest. Se mi je zgodilo to že, rečemo, sem bil pred skupino od Siddharte, lansko let, in so pač ljudje čakali Siddharto in karkoli sem jaz počel na odru, so sam zabulan gor gledali in me spremljali, kot da je nekaj, ker čakamo na Siddharto, ne. No, pa v resnici to bi se zgodil pravzaprav vsakomur, ki bi ogreval za Siddharto. Ja, po vsej vrednosti, ne. Jaz sem bil ful vesel, da sem lahko nastopil pred Siddharto in pol, jaz imam par novih svojih komadov, imam repertoar od Polone komadov in pol imam tudi nekaj od Bigfootov, ne. In do Bigfootov so bili zdolgočaseni, so bili tako. Imel sem občutkom, da jim težim, ne. In ta občutek, ki sem jim težil, je name vplival zelo slabo in sem namesto, da bi se znal pobrati iz tistega trenutka, sem v bistvu sam vase lezel in sem bil sred odra in sem rekel, Gušti, zakaj to počneš? Gušti, ne deli tega več. V glavnem, seveda sem pol še nastopil, ni bilo več, ampak ta je bil en težjih trenutkov meni na odru, pred 3000 ljudmi, ki imaš občutek, da jim greš ekstremno na živce. Se nisi uporabil pred zadnjim songom, ki si ga odigral besede, da to je zadnji song? Ne, nisem uporabil. Ne, mislim, da nisem uporabil. Ne. Potem bi bil aplavz neverjeten. Ne, nisem, ker aplavz je bil, ampak ni bil neverjeten. Ok, deva še predno se prepustiva izbrani diskografiji z obeh strani. V bistvu zelo kratko vprašanje, ampak verjamem, da bo šlo v neko razmišljanje. V bistvu je v dveh delih. A, se splača, B, a se še splača. Pa ne govorim nujno o ekonomiji. Ja, jaz v tem trenutku preživim od glasbe in bom v ekonomiji odgovoril, da meni se splača, ampak predvsem je to, da mi je to všeč in glede na to, da od tega lahko preživim, ne bom šel zdaj biti nekaj drugega. In
dejansko mi je všeč to, da dejansko nekaj, kar delam, se lahko od tega preživim in da tisto, kar je meni všeč, ljudem toliko všeč, da meni omogoča ekonomsko stanje, da preživim. Zdaj, ali je to na stari slavi, ali je to na novi slavi, jaz v tem trenutku ne vem, ampak vse skupaj mi je prineslo življenje to, da v bistvu še zmer, ko napišem komad, čutim emocije do tega komada. In upam, da bo ljudem to tudi všeč, ne. In me seveda prizadane, ali pa me razveseli, če ljudem ni všeč, ali pa če jim toliko bolj je všeč, ne. Se pravi, še zmer zelo, zelo čutim do svojega ustvarjalnega izdelka, kakšen bo odziv, ne. Ker mislim, da smo čisto vsi ustvarjalci taki, da ko nekaj ustvarimo in ko damo pač na plano ljudem, čakamo na odziv, kakršenkoli že je. Ali od glasbenih urednikov, ali od publike, ali od benda, v katerem igraš, ali od producenta, ki mu ta prvo preneseš. Te impulzi, kako oni vsi reagirajo na to, meni dajo v bistvu ne take dražljaje, ki me nekako prijetno skominajo, ne. In težko je temu adrenalinu, ne, vsaj meni reči ne. In zdaj, če bi bil res toliko neuspešen, do tega se ne bi mogel preživeti, pa bi pač šel delati nekaj drugega, ampak ker lahko, ne, pač nadaljujem, ne. Pojma nima, koliko časa bo še to ali bom čez 10 let čez usahnil, ali bom, ne vem, doskrat malo žaratom o tem. Nazadnje sva imela o tem debato, ne bom vse povedal, kar mi je rekel, ne, ampak je rekel, da se vidi, ne, kako človeku rečemo z leti, ne, on pač uporabljal besedo spolna slane. Včasih se zmanjša z leti ali pa ni več ista, kot je bila pred 22, in to absolutno vpliva na ustvarjanje, ne. Koliko si kreativen, koliko nisi kreativen, koliko ti gre že počasi to na živce, štancaš komade, kot stančaš stole, ki znaš enkrat stol narediti. In tudi te besede se me kar dotaknejo, moram reči, se me kar dotaknejo in grem pol s takim vprašanjem domov, ne. In razmišljam, a je moja zlata doba šla, a je moja zlata doba ni šla, ali jaz lahko še ljudem ponudim nekaj novega, nekaj svežega, tako vprašanje imam non-stop nad glavo in nisem glih, da bi mi bilo vse en daleč od tega. Koliko časa mine v trenutku, ko prideš domov, do trenutka, da spet primaš kitaro po takem pogovoru? Ja, naslednji dan primam kitaro, ne. Takoj naslednji dan, odvisno, da pridem domov, če ne pridem glih ob 2 ponoči, kifa največkrat prideš ob 2 ponoči domov. Naslednji dan, da mi misliti in pol probam začeti razmišljati, ampak ta proces ni, zdaj sem primaš kitaro in rata nekaj novega, to je pač proces in seveda rabiš tudi neko okolice, ali ne vem, nekaj se ti mora zgoditi, se na nov zaljubiti, ne v smislu novih bejbov, v neki se moraš na nov zaljubiti, nekaj se ti mora zgoditi, nek vzgib se mora najti v tebi, ampak to okolica vpliva na te in pol. V tistem trenutku pač začneš ustvarjati in ko začneš ustvarjati, misliš na te stvari, ki ti jih je rečemo producent povedal in probaš biti, ne. In jaz pol, ne vem, včasih je najboljš, da nikogar ne poslušaš, pa kar ustvarjaš tisto, kar ti pride, včasih pa razmišljam, da ne bom uporabljal spet istih 3 akordov, ki jih porabljam že 100 let. No, ampak te 3 akordi delajo. Absolutno delajo, ne. Vse ostalo okrog 3 akordov je treba spreminjati, dopolnjevati, odvzemati. Sej pol na koncu, ko naredim komad, ne, vidim, da se spet cela stvar giblja okoli teh 3 akordov, sicer je druga energija, ne, ampak so absolutno te 3 akordi, ki mene peljajo že, rečemo, od nekdaj naprej. Ne. Ok, hipotetično, zgodi se nekaj takega, da glasba ni več opcija, a se znajdeš pred vprašanjem, saj drugega ne znam, ali kaj bi počel? Recimo, bolj vprašanje, kaj bi počel. Mislim, delal sem v življenju že marsikaj, lahko bi se preživel tudi od drugih stvari, ampak mislim, komod bi šel za kelnerja, komod bi šel nekaj dela, da bi se preživel. Je pa res, da je glasba je pač nekaj lepega.
v glasbi si pač sam svoj mojster, odvisen si samo od sebe, nobenemu ne odgovarjaš, ampak sam v sebi. Za uspehe in za neuspehe, ne. Če greš pa kam delat, se pa moraš nekih pravil držati, ki ti jih drugi postavijo, ne. In sem se že malo razvadil tega. Težko bi mi bilo. Lepo je biti komod. Lepo je biti komod, je. Lepo je biti sam svoj šef, no. Tako bom rekel. Ok, Gušti Miha, to sva razrešila, zdaj pa taka uradna napoved. Miha Guštin Gušti, kantavtor, novovalovec po duši, o tem bova še kakšno rekla, oče 3-krat in mož črnega tulipana. Nevidna je v temi, prozorna med ljudmi. To je gotovo največkrat povedana zgodba ko se spoznata, se pravi Gušti in Šantal, ampak kaj je to okolje, časovni kontekst, prostori, kako za vraga Nizozemka in ti, peli me tja takrat? To je bilo v Koversadi, Camp Koversada, nudističen Camp Koversada med Vrsarjem in Rovinjem pri Limskem kanalu. Nisem hotel jeti to, ker je bil to nudističen camp. Starši so pač me pripeljali ta in sem videl, da tam v bistvu veliko ljudi, prvo se nisem hotel slečiti, ker je bil pač nudističen camp in pozem po pol ure videl, da sem jaz čuden, ker sem oblečen in sem se pač jaz slekel. V glavnem, zvečer smo se mi, mladina, mularija se zbirala na bazenu, kjer je zvečer neka terasa bila in tam je bilo... Oprosti, še vedno goli? Ne, tam zvečer ne, zvečer smo bili normalno oblečeni in tam je bilo grozd enih tujcev, Nizozemcev, Nemcev, Italijanov, nas, Slovencev in jaz sem tam spoznal Šantal. Blam je, jaz nisem vedel zakaj, ampak imela je tako prekleto drugačno lepoto, ki jo jaz v Sloveniji nisem videl. In pač sva se zapela, jaz sem jo zapel. In jaz sem jo 16, ona 14, ampak to je bila ljubezen, ki je trajala en teden, ko sem bil jaz na morju, pa ona in potem je pač ona šla domov in jaz sem šel domov, ne. Ampak sem, ohranila sva pa stik in sva si pisala vsake tok časa kakšno pismo. Pismo na roke, to je zdaj pismo na roke. In jaz sem, ko sem bil v vojski pol kasneje, leta 90, sem ne na straži, bil sem dežurni v četi po noči in sem pač mal pisal tekst. Takrat si nisem vedel, da bom pisal, kdaj tekst. In sem mi ona prišla v misel in sem napisal tako Black Tulip, zato ker je imela črne dolge lase, pa iz Nizozemske je bila, pa se mi zdi ta črn tulipan, se mi je zdel tako za njo, prav posebej za njo. In pol je kasneje to ratu komad, ki govori o njej. Imel sem jo samo v lepem spominu in gor dol, na kar se ta komad dejansko posname. In Tomažu Štruslu, ki nam je spote delal, takrat ta komad ni bil všeč. On je hotel delati en komad za krila, to je bil njemu ful boljši komad. In imel je inspiracijo za ta komad. Na kar se mi odločimo, ne da bomo delali komad Črn tulipan, da bo to prvi singel na drugi plati. In on bi malo, tako mu je bilo, tako malo pomen, ko vpraša, kaj pa pomeni ta Črn tulipan tebi? Sem rekel, te pa z eno punco iz Nizozemske, ki ima črne dolge lase, izredno lepa je. Tako gleda nekaj časa in reče, no, hočem njo v spotu. Pesko, ja, prav 10 let jo nisem videl, ne vem, kaj dogaja. Imel sem pa ta njen naslov in sem pač na informacije poklical in dobim cifro od tega naslova, pokličem tja in dvigne mama. In reče, da se je Šantal s fantom preselila nekam drugam, da sta glih kupila stanovanje in da sta se preselila na drugo lokacijo v tem mestu. Pokličem in mi da cifro, pokličem tja in dvigne ta njen fant in reče, da Šantal pride pa zvečer, ker dela v Amsterdamu in se zvečer vrača. Pokličem zvečer še enkrat in Šantal vsa, Miha, prihajaš, kako lepo, in jaz rečem, ne, stvar je taka, da mi rabimo tebe. In je rekla, ja, to pa ne vem, če bo šlo, ker pač ravno sva kupila s fantom stanovanje, nimam nič denarja. Sem rekel, lej, mi ti plačamo avionsko karto, spala boš pa en od nas. Raj bom hiter odgovor v 3 dneh in ona pol naslednji dan pokliče in reče, I'm coming.
potem pa je se stvar odvila tako, kot se je prišla, posnela spot in mislim, ni tako ostala, se je vrnila, ampak sem dobil čez 10 dni pismo, da se mi čez zmešal glavo, da je pustila fanta, pustila mu je flat in da se je odselila in da fuck off. Da ne, tako prav fuck off mi je napisala, da se mi čist obrnil življenje in... V bistvu je bila jezna na te. Na nek način je. Zdaj se je že pomirila. Zdaj se je že pomirila in pa sem pa rekel, zdaj pa I'm coming. Pa sem pa ješel gor in pa se tako veza začela. Vse nekatere stvari sem vedel, ampak nikoli jih še nisi povedal na tak način. Ne? Sploh ne s tema 2 besedama. Ja. To, nisem hotel govoriti prav v detajle. Zmer sem bolj obširno v medijih govoril, kako je to bilo. Ja. Ker je to, zdaj le mogoče malo več časa, pa sem to dejansko tako tudi povedal. Ne? Kako je bilo. Ker se vidi, da grejo slike pred oči, ko govoriš prav. Ne? V redu, Črn tulipan je eden izmed songov iz diskografije, ki smo jo nekako skupaj izbrala. V bistvu tako čisto krvnega rock'n'rolla do takrat v resnici ni bilo pri nas. Ne? Tak zelo straight rock'n'roll, prvi album Bigfoot Mame je prvi album. Ja. Zdaj z neko časovno distanco se sliši ta razlika med novimi pravili in potem drugim albumom, ampak je lepo rasno, ne? To je šlo pa kabum, takoj, ne? To je bilo tako. Eno zadevo, še en song, ki si ga spisal pred zdaj že res veliko leti in ga nikoli nisem dojemal, dokler nisem bil toliko let star, kot sem zdaj, ko sem šel prebirati, ker je drugačen občutek, ko samo bereš besedilo ali pa ko besedilo dojameš kot del celote. Ne. Ampak tale Let severa, lahko me popraviš, ampak občutek pri zdaj sem toliko star, samo destruktivnost Leda severa. Zdaj skušam besedišče in besedilo, ne. V nekem temnem placu si moral biti takrat. Bil sem, spet tako mati bi spet napisan za mojo ženo, za ta Črn tulipan, ker mi da sem imela neko vezo 1 leto, tako nadaljavo. In jaz prej nisem imel resnih zvez, pa to tako, mislim, pri 27 nisem vedel, se bom, kaj je to zdaj, sam neke bebe prihajajo, odhajajo. In sem pogrešal to neko stalno zvezo. In pol sem nekakšen talstva imela to neko na distanco sicer in prišlo je do točke, ko ona ni vedela, ona bi se, pač nekdo bi se mogel preseliti, ali jaz gor ali ona dol, jaz se pač nisem hotel preseliti iz Slovenije, prvič imam ta emocionalen epicenter, da pripadam v Ljubljano, sem Ljubljančan. Plus tega začel se mi je rock'n'roll za Bigfoot, ti tega ne spustiš, ne greš kar v svet, čeprav bi šel lahko. In ona pa tudi ni vedela, a sem jaz tisti človek, s katerim bi ona zapustila tudi svoje okolje, ne. In je bila taka scena dosti morbidna, ker nisem vedel, mislim, ona ni vedela, je to ali ni to. In mi ni znala odgovoriti in sem bil v bistvu, kako si rekel, padel sem na tako cono, ki nisem vedel, kaj bo. In sem rekel, ne, spet je ena, ful so se imel lepo, zdaj bo pa šla in pol pride spet ta črn ptič, ki mi zmeri vse v nič. Ne. To je pač ta prispodoba v tem komadu. Po drugi strani, to je kar se tiče teksta, po drugi strani moram povedati, da se je tisti čas v Sloveniji kakšno leto prej vrtel komad Creep od Radiohead. In takrat kot songwriter sem hotel malo zrastati, da nisem sam na teh 3 akordih. Mi je bilo pri tem komadu Creep tako lepo, da je Tom York, če se ne motim, združil tako morbido v tako ful lepo lepoto. In sem rekel, kako bi jaz to naredil, kako bi se jaz lotil tega. In sem pač, ko sem bil v tej coni glede Šantala, pride ali ne pride, bolj je bilo, da ne pride, kot da pride, ne. In sem v bistvu bil depresiven mal, ne. In je pač rad ta komad počasen, ima ful težine, in še posebej tista kitara, ko leti noter, to je bilo meni
v tisti Morbidi mi je bilo tako lepo sonce. Ne? In ta komad je v bistvu nastal absolutno iz tega mojega obdobja za Chantal, ker nisem vedela, kako se bo to nadaljevalo, ker nadaljavo se ne more. Od tega, da sem bil res fan tega komada Creep od Radioheadov in združiti Morbido z lepoto je bilo meni tako to. Je bil izziv, ne? Je bil prav izziv, ne? In vem, da ko sem prenesel komad na vajo in sem začel s tem rifom, to nekaj težko zamorjen, so mi člani benda kar gledali, kva zdaj gušti neki morine. In sem rabil tako en mesec hoditi, sem navajal, da je ta komad dejansko zazvenel, tako kot zdaj zveni, ne. In sem šele po enem mesecu vajal, po mesecu pa pol, videl nasmeh na ustih člane benda, ki dejansko so poštekali komad, mislim, komad je zazvenel. In ko je komad zazvenel, so tudi oni ratali srečni, ker smo se matrali s komadom ga aranžirati tako stole. Mislim, tako, ampak so mi pol rekli, da sem bil kar fašist, ne. Nisi želel spustiti iz rok? Ne, nisem želel spustiti, ker sem točno imel vizijo, kako more biti in sem očitno, se jim pravičujem, že zdaj sem očitno zahteval, ne, zdaj še ne gremo v refren, zdaj bo še en prisolo, zdaj bo druga kitica, pol imamo in jaz sem ga slišal kako v glavi, ampak je bilo ful težko to na lep način povedati ostalim članom benda in vem, da smo se ful mučali na vajah, da je ta komad zazvenel. In pol je bilo še to, da smo delali tretjo plato, ki smo tako imeli namen delati križanke in je bila pomlad. In ti zdaj odpreš tretjo plato z zamorjenim komadom. Ne? In smo se pogovarjali, a je ta prav komad za pomlad za odpreti tretjo plato. In jaz sem rekel, ja, ker je nekaj posebenega. In vsi so se strinjali, da je ja, ker je nekaj posebenega in vesel sem in ponosen, da smo zmogli toliko poguma takrat, da smo dali ta, ki je bil res, mislim, spomlad pa daš ti zamorjen komad. Zajebanje. Ja. Zajebanje in ta nesigurnost, ne. Predvsem je problem ta nesigurnost, ne. Ker je še doskrat, ko delam komade, sem doskrat nesiguren, še posebej, če me malo skurca žare v studiu, ne. Pa vem, da on včasih kakšne stvari skurca, pardon, izrazu, zato, ker hoče komplicirati malo, pa vem, da včasih so preprostejše stvari boljše, ne. Ampak ja, nesigurnost je kar velik, vsaj v glasbi, s tem, kar se jaz ukvarjam, ta nesigurnost kar živcev požre. Še ena zgodba je povezana z Ledom Severa, ne. To je pač zdaj, jaz kot opazovalec grem na koncert in to so zdaj različna obdobja. Ja. Bigfoot Mama s tabo, brez tebe in toliko let kasneje. Ne. Ves ta rock'n'roll, ki ga preigravajo s skladbami, kjer te ni več, je nek določen izraz na obrazu relativno mladih, pa ne samo mladih obiskovalcev, ko pojejo katerikoli song, ki so se ga naučili. In je izraz na obrazu, ko kričijo Led Severa. To je noč in dan. Ja, verjamem, pa kaj veš, da jaz... Očitno so vsi v nekem trenutku trpeli na tak način, kot ti, ko si pisal in delal. Po vsej verjetnosti je bilo... Je to, jaz tudi ne vem. Meni se zdi tudi, doskrat se mi zdi res pač preveč zamorjen, ali pa se jaz nočem spomnim tistih trenutkov, pa mi je včasih ga nočem, če ga slišam na radiju, dam kar rajš na drugo radijsko postajo, ker me spomnim na tiste cajte, ki nisem bil najbolj srečen, najbrž. Ampak očitno ima neko epskost v sebi, da je ljudi toliko prepričalo to, da nisem verjel, nisem si mogel misliti, da bo tak. Jaz sem hotel pa samo en komad narediti, ki pač malo drugačen. Še nekaj se mi zdi, vsakeč, ko ga Grega poje, po vseh teh letih, kriči, kot da je zadnjič. Grega je hud model, ne. Grega je interpret, ne. On res, ki prime ta mikrofon, je pač Grega. Okay. In on to zna, on to res dobro zna. Ne. V redu, zdaj, a želiva debatirati, kakšno stanje duha je bilo, ko si ti novi val v sebi začutil tako močno, da ostali niso več čutili muzike, ki si jo nosil na vaje. In je prišlo do
A bova korektna, rečeva sporazumnega razhoda? Jaz pač, veš kaj sem se čutil? Jaz sem pač bil zmer fan novega vala, s tem, da na začetku pač nisi smel povedati, včasih so se res delili ljudje, ne. Ali si poslušal punk, ali si pa poslušal Duran in to se nisi mogel združiti včasih. Si bil punker, ali si bil darker, ali si bil... Tako je to, ali si bil šminker, ali to in meni je bila pač muska všeč, jaz nisem šel v rock'n'roll zato, ker sem se ga hotel zadevati. Meni je rock'n'roll povlekel zato, ker sem bil fan muzike, ne. In seveda sem na začetku bil fan tega garažnega sounda, party breakersi, punkerti, to je bilo meni, ampak sem se pač nažrl tega. Enostavno sem se nažrl in iz mene kot avtor je začel sekati kaj drugega. Ampak jaz mislim, da predvsem sva se rašla jaz pa Grega. On je videl, da sem začel pisati komade, ko on v bistvu niti više komade, on pa pač je hud interpret, ne. In ni on več toliko žarel v teh komadih in sem, tukaj je bilo kar tudi boleče in jaz sem hotel, prvič nisem mogel več ponavljati Nimfomank pa Črnih tulipanov, to sem napisal, gremo nekaj novega. Problem je bil, ki tiske izvaja, se pravi Grega, ki je v bistvu, ki govori glavno zgodbo, se ni več počutil comfortable, ni se več počutil, kako se reče beseda comfortable, udobno. Ni mu bilo več udobno in jaz ga razumem, jaz ga zdaj razumem, takrat ga nisem, sem bil jezen na njega. On je bil jezen name zato, ker sem začel pisati komade, ker njemu niso več udobni. In največji spor, ne da sva se mi da kregala, on je pač samo hrbet obrnil tem mojim komadom in jaz sem bil na nek način užaljen, on je bil užaljen, zakaj take komade delam. In in potem sem videl, da ne bom več tega, ne bom tega mogel premostiti z besedami, ker on pač ne more na tak način, ne bi bil več on Grega. Enostavno, ne bi bil več on Grega. In zdaj ga štekam, takrat sem bil malo jezen na njega, zdaj ga štekam in v glavnem sem šel pač na svoje in oni delajo dobro, igrajo, špilajo, tudi brez mene super. Ponosen sem na to, kar smo skupaj naredili. 10 let sem se imel v bistvu od 20 do 30 leta sem dejansko doživel rock'n'roll. Dejansko sem ga doživel in večina ga ne. Večina ga ne. Nekateri ga pa celo ne preživijo. Ne preživijo, tako je. To je druga zgodba. Zdaj ne vem, v bistvu niti ni pomembno, ne, čisto časovno. Ne. Luknja po odhodu in potem se je zgodil Dolce Vita. Album, na katerem sodeluje 9 glasbenikov kot vokalnih izvajalcev, ker si šel ti na svoje. Ampak v resnici ne. In zdaj z odličnim spoštovanjem do 7, ki jih ne bom omenjal, oziroma 8, ki jih ne bom omenjal, smo bili vsi malo zaljubljeni v Polono. Polona je res obrnila, to je bilo tudi nehote, mislim meni se v glasbenem svetu pač stvari dogajajo, ne da bi jih načrtoval, ne. En komad je ostal, mislim, ena pevka, ne smem reči kjera, je zavrnila komad po imenu Mine leto. In zdaj... Prav ne smeš povedati. Ni fair, da povem, ker ni fair, da povem. Korektno. Ni fair, da povem, ker mogoče se bojo ljudje mislili slabo o njej, ampak pač ji ni bil všeč, ne? Enostavno. In nismo vedeli, kaj s tem komadom, na kar mi žare, tu so pa hodili razni glasbeniki, od tega tudi hip-hop, tale Plan B, Darko Nikolovski. In Polona je tam pela back vokale in mi žare tako, da ne poslušaj ta vokal. In tako, res, tako lep žamoten vokal, ne. In tako, to je Polona Kasal, to je sestra od Špele Kasal. Špelo Kasal smo poznali, bila v naših spotih z Bigfoot mamo, družili smo se, ne. In pač pokličem Polono pred stavami in on rekla, ok, bom odpela en komad. In pride in odpoje ta komad. In pol seveda na založbi, ki sem imel neko novo založbo, so rekli, Guštin, če začneš solo plato,
pol se res odmaknem od zvoka Bigfoot mame in začne z neki res čist nov zvok. In se mi odločimo, da bo prvi singl Dolce Vite Polona Casal. To je res. To je res. Noč in dan. Ja, noč in dan. Bigfoot mama in potem. Tako. Ja. In naredimo spot in moram reči, da seveda so mi vsi fani Bigfoot mame so mi zamerali, ker kaj pa to zdaj neka komercijala. Moram reči, da mislim, da je bila neka oddaja na RTV in so hodili okoli, kaj pa vi mislite, in so bili dosti negativni te ljudje. Ampak sem pa dobil neko čisto novo publiko, predvsem to urbano žensko publiko sem dobil, ki v bistvu niso toliko hodile na koncerte, ampak so pa poslušale in so se kurle na to palile, bom jaz rekel, ne. Tekst je, mislim, kako si preklopil v sebi? Mislim, si vedel, da pišeš za ženski vokal? Ja, sem vedel, da pišem za ženski vokal. Vedel sem, da pišem za ženski vokal. Za pevko, ki ni hotela posnet komada. Ki ni hotela posnet komada, Okay. ja. In pol je Polona, in to se, mislim, če bi una pevka to odpela, komad ne bi bil tak, kot je zdaj. Ne bi bil zihar, ker ima drugačen vokal. Ampak zmer se, to me žare pač pak naučil, da se zmer aranžma dela na karizmo vokala. Polona ima pač tako žameten, fancy karizma in je tudi zato tako matne. In tako mat je v bistvu odprl neko novo, po moje, ne vem, če je bil v slovenski glasbeni sceni prej ali pa pol, tak, po moje prav posebej predal, kar se zvoka tiče, pa tudi pop, takrat pop, v Sloveniji imaš dve vrste popa, ta terasast pop, pa imaš, imel si mogoče Pando, ki so imeli malo bolj urban pop, pa mogoče si kakšen komad, rečemo, hej, mojca z modrcem števil, najdu si kakšenga, ampak da bi pa imel protko, rečemo, da imamo Magnifico in tak pop, ki je urbani pop, ne, ampak s tem ženskim vokalom mislim, da ga pač ni bilo, ne. In je Polona odprla nek zaradi njega vokala se odprl in tudi, kot si rekel, vsi so se malo zaljubili v njo, od moških do ženskih, ne, so se kar zaljubili v to Polona, kjer je bilo v bistvu neko nepričakovano odkritje. Tudi ona se v Sloveniji ni hotela baviti z glasbo. Kaj je pa preostalo, ne? Ja, kaj je pa preostalo? Ok, mine leto vedno zame, 2 songa, ki bosta vedno ostala, ne, to, ne glede na to, da sta urbana pop komada, ki po definiciji naj ne bi postala zimzelena, ni nobenega dvoma toliko let kasneje, 22 let kasneje, da si to napisal ti in da je odpela Polona. In zdaj se bom vrnil na novi val, ne. Ta zvok, čeprav ni novovalovski zvok, kot bi ga nekateri prinesli recimo z reke v Slovenijo, ali pa če govorimo o zametkih in videoseksov in še česa. Ampak kaj je tebe v novem valu prepričalo, da je to tista muzika, skozi katero bi se lahko izražal? Prirejeno, recimo, predvsem za naše tržišče. Veš kaj sem jaz, mislim, to zdaj le vidim, kaj. Meni se zdi, da ima ta muzika veliko, ampak mnogo seksapila ima veliko. To ima toliko seksapila in to mene drive. Se tudi rock and roll lahko je, ampak jaz mislim, da je muziki absolutno mora biti seksapil v igri. Jaz mislim, da če muzika nima seksapila in v novem valu tega seksapila bo za mene, ne, tako sem ga jaz doživljal veliko. Imel je tako iskrivo norost ta novi val, imel je veliko seksapila in neko tako novo igrivost, ki sem jo jaz takrat kot mulac kar vsrko vase, ne, s tem, da sem seveda poslušal tudi kaj se od zun dogajalo, ne, od Doranov do Nene, do kaj svem, kaj vse bilo, do Joy Division, vse to. In mi je bilo tako, po eni strani avantgardno, po eni strani ful lepo. In zato se je očitno ta novi val vame tako naselil, da jaz pač uporabljam ta novi val. Ampak se novi val se itak ponavlja, skozi 10 let pride spet nekaj novega, pa lahko rečeš, da je novi val. Tvoj sin igral v bendu, ki ima naslov komada. Novi val, ja. To so spet neka generacija, ki pač delajo nek novi val, seveda. Ja. Ko se začne, se nikoli ne ustavi. Ja. Ok, mimo grede, kje je Polona? Polona v tem trenutku živi v Londonu
živi v Londonu, ustvarja neko glasbo, kakor vem, vsake tok časa se vidva, slišva, nimava zdaj rednih stikov. Mi je rekla, da nekaj ustvarja, ampak da ne bo pokazala, da to, tako da ne znam točno povedati, kaj počne, vem, da ustvarjam, pa seveda tudi hodi v službo in mislim, da je to službo, s katerim se preživlja, mislim, da je ona nek music executive, ali kako, zbira muziko za reklame, pa zbira muziko za te evente, tako da absolutno ustaja v muziki, kaj pa ona ustvarja, kot ustvarja, pa ne znam povedati, ker tudi mi ni pokazala, tako se mi zdi, da je bolj stvar v elektroniki, bolj v soundih, kukor pa niso to več refreni, pa kitice, pa to ni več mainstream, ampak je neki bolj z elektroniko. Kar je ona pokazala, recimo, ko je šla na svoje, tudi pri nas, ne, če ne drugega, s tistim projektom, na katerem je tudi Pengovova Danaja, tako. Ki je mimo grede zelo dobro narejen. Se strinjam, ta Danaja mi je res všeč. Ta Danaja mi je res všeč. Ok, zdaj tukaj sva skoraj oba nekako upletena, jaz bolj kot bi si želel priznati, ti pa pač drugače ne gre. Naša stvar. Pri založbi kaset in plošča Radio Televizije Slovenija je tistega leta išel album slovenskega avtorja v hrvaščini. Kolikokrat si poslušal na to temo? Kar velik. Take rahle rasizme. Velik tega. Prvič nisem poslušal, ampak sem jih doživel, rečemo, ne. Predvsem je to moja žena Šantal rekla, ki je takrat delala PR zame, ko je pač pošiljala komade okoli, so ji dali jasno vedeti, da pač tega pa ne bojo vrteli, ker je v hrvaščini, ne. Na Hrvaškem me niso dali zaporina za domačega izvajalca, zato ker sem pač slovenski avtor, ne. Tako da tega rasizma sem se takrat, lahko bi, če bi v angleščini naredil, ne bilo nič narobe, ali to v francoščini. Ampak lahko zdaj postaviš to razmišljanje v današnji kontekst? Težko. In prižgeš radijske postaje po Sloveniji? Ja. Že takrat je bilo veliko hrvaške glasbe na slovenskih radijskih postajah, ampak če je pa to slovenski avtor naredil, bilo pa to neke vrste izdaja, ne. In jaz sem se počutil, tudi moji kolegi glasbeniki so bili krtko malo škilost so gledali, ker sem to naredil. Jaz sem pa sam hotel pokazati, da mi v Sloveniji znamo tudi dobro delati, ne. Jaz sem pač v Sloveniji dosegel, da sem imel polno Halo Tivoli z Bigfooti, pa da križanke, pa na radijskih valovih sem pač moja glasba vrtela veliki in od tega tudi živim. Sem hotel pač, dajmo probati, če kje drugje, ne. In edini vzgib je bil pač to, dajmo probati, če kje drugje. In imel sem možnost probati, ker je bila pač ta pevka Ema Gagro, ki je bila pripravljena to peti. Jaz sem napisal te tekste v hrvaščini, ker pač meni hrvaščina ni bil tok tuj jezik, ni moj materni jezik, ampak sem s to hrvaščino skozi celo življenje sem bral stripe. Še smo imela oba dva v osnovni šoli še. Ja, ampak to je bilo 1 leto, tega je bilo pol leta, cirilice si mogel učiti. Ja. Tako da jaz sem se hrvaščino učil drugje. Ko vrsadi, rečemo. Deva se vseeno vrniti na čas po Dolce Vita in GP, pred naša stvar. Ta premik, kakaj želja po dokazovanju, da se da ustvarjati glasbo, ampak ta premislek za cel album, naša stvar, mimo grede na tem albumu je tudi song, ki je meni zelo ljub, pa ga nisi napisal ti, ampak ga je kolega Pero Dekleva. Ta stanje duha v glavi, ko si začel oblikovati naša stvar, kdaj je napočil trenutek, ko si vedel, da bo Ema pela? Kako so te časovnice? Nas polovno sva delala v bistvu že komade, vsaj 3-4 komade, ki so na hrvaški plati, sem jih imel v slovenščini in sva jih delala s Polona, ampak potem sva se s Polona glih tako kreativno rašla, kakor z Gregatom, ne. Polona je hotela nekaj čist redga in jaz nisem znal to, nisem hotel to. In pač sva še rašla in dejansko spet nisem vedel kaj, dokler nisem
prišel v stik, mislim, dolga zgodba dojemeta. Prvo sem eno drugo punco, ki je bila Hrvatica. In spet ne bo imenovana. Bo, to je bila Diana Lovrin, ki je hodila z mojim ful dobrim friendom Kofolom, tak od Čape. Okay. In on je rekel, Gušti, imam eno punco iz Zagreba, ful dobro poje. A pa ti naredil kakšen komad. Sem rekel, pa kakšen komad pa lahko v hrvaščini, to me pa zanimivo. In naredim komad Trak, je bil tudi na tej plati. In on odpoje in super odpoje. Na kar sta ona dva nehala hoditi. In ona je bila pa v bistvu doma iz New Yorka, ona je bila v bistvu Hrvatica, ki je bila rojena v New Yorku. In je ona pač, ker sta nehala hoditi, je se odselila nazaj v New York in jaz sem v bistvu sred projekta, ker sem ga že polovica posnel v Mostarju, ostal brez glavne pevke. In mi je ona namignila, ta Diana Lovrin, da ima na Lošinju je još jedna mala, koja super pjeva i super pleše. In mi je dala cifro in jaz sem se pač obrnil na Emo Gagro in sem mi povedal, kdo sem, kaj sem, da je pač stvar taka pa taka, a bi ti prišla pet. In ona je pač v bistvu, kada se je Bog prikazal, ona je sam čakala, da se zgodi kaj tazga. In je bila pridna, sem Ema Gagra bila, moram reči, da ona je iz Zagreba z vlakom hodila na vaje, 3 ure sem, pa pol še po vaji, 3 ure nazaj. Moram reči, da ne poznam slovenske pevke, ki je pripravljena za kariero narediti to žrtev, bom rekel, ne. In tako sem jaz pol tudi končal, tako zelo viteško sem šel v ta projekt. Veliko me je stal, hvala tudi tebi, ki si pomagal, da je založba ZKP izdala ta, ne, album, ampak ne vem zakaj, kdo je kriv, ampak iz tega albuma žal komercialno ni nikoli zacvetel. Imel sem hud band, ki pa smo igrali zelo malo in seveda se ti potem po enem letu pa pol, ko vidiš, da nič ne moraš, ker se ti band gre, Deklevc gre drugam, Bobnar gre drugam, Ema Gagro je začela peti v enem musiclu v Zagrebu in je imela petek sobota, tako da niti enega špila nisem mogel narediti in sem videl, da ta projekt v bistvu ne more iti več naprej in sem ga ustavil. In pol sem tako rekel, da bi se z glavo zid zaletel, ne, pri 120 in sem pol nekaj časa bil tako primer in sem rekel, kva pa zdaj? Ampak Sence oziroma Siene, ne? Yeah. To je tako dober pop komad. Se strinjam. Ni kriva. Jaz sem prepričan, da glasba ni kriva, da se je tako klavrno končala zgodba s to hrvaško plato. Po vsej verjetnosti sem kriv jaz, ker sem bil kapetan te ladje, ne, ker enostavno, ne vem, lahko povem eno napako, vem, da sem naredil sam. Klical me je Massimo, iz založbe so me klicali. Ne vem, če poznaš to zgodbo. Ne. Massimo je hotel 5 komad, ki je bil meni najljubši na tej plati. Igra. In so mi rekli, Gušti, bod pameten, dob se z njim v Zagrebu in se dobiva z Massimom v Zagrebu v enem kafiču in je rekel, ne moš verjeti, Massimo je me nagoril v slovenščini. Massimo je celo znal slovensko, on je v Kopru je živel za časa vojne, pa se je umaknil z Hrvaške in se je naučil slovensko. Glavno mi je rekel, hočem igro. Rad bi to pel, ampak to pomeni, da jo jaz imam, da jo nimaš ti, ne. Meni je bil pa igra najdražji komad na plati. Siene so se lepo odvrtele in v Sloveniji na Hrvaškem in sem rekel, zdaj bom sam še nadgradil z igro. In pol pride Massimo in hoče vzeti ta komad. Album je bil že zunaj. In sem rekel, Massimo, zber si katerikoli komad, prosim, dam ti ga, ampak tega mi pust, prosim. In rekel, ne, hoču ovo pjesmo. In pač, in mu nisem dal, ne. In to je bila ena večjih napak, ker je on je pač potem dobil Porina za naslednji komad, ki ni bil moj, ne, ali bi moj komad dobil Porina. Mogoče bi se zaradi tega moja zgodba na Hrvaškem odvila čisto drugače, ampak ni se. Enostavno, tukaj vem, da sem, bom rekel, uporabil besedo zajebu, ampak mislim, da to ni bilo presodno, da ta hrvaška plata ni zacvetela. Jaz mislim, da je enostavno, ne vem, tudi Gušti, brand Gušti na Hrvaškem ima tako tamburaški priziv na Hrvaškem, da je to neverjetno. Ne morete si misliti, kako založba je dala za poslušati določenim kritikom, ne? In so dobili nazaj to nečo ni, da slušam, razumem, že po imenu Gušti. In so mi rekli na založbi, ne biti Gušti, bod Miha Guštin. Sem rekel, kako bom, v Sloveniji bom Gušti, na Hrvaškem bom pa Miha Guštin, kako bom izdal spot, kako bom to zdaj naslovil. In sem dal Gušti in
Ja, neke stvari so bile tako smešno na robe narejene. Ja, ker na Hrvaškem, ko rečeš gušti, so gušti, se sliši tamburica. Se sliši tamburica, mandolina, sliši se terasa, vse prej kot nek urban pop in to je bila tudi kar minus. To je bil kar minus. Mislim, ne vem, težko je zdaj biti pameten za nazaj. V glavnem, ta plata, ne glede na to, da je izredno lepa glasba in sem prepričan, da glasba ni kriva, da je pač ali bil čas tak, ki ni bil ta prav, ali sem bil dejansko jaz kriv kot kapetan te ladje, ker pač me niso niti vzeli resno na Hrvaškem, jaz ne vem, nekaj ni bilo v redu in pol po tej plati sem pač se ustavil in razmišljal dolg časa. Morda potem, ko bo to med ljudmi, zdaj, ko je med ljudmi, bo koga zasrbelo, pa bo šel upisati naša stvar, gušti. Ja. In potem ne bo tamburic in mandolin. Ja. In nekaj tretjega. Ok, zdaj tisto, ko smo na začetku, a lahko funkcioniraš, če samo pišeš in si v ozadju in to, se je odvrtelo nekaj let po naši stvari. Nekje vmes si zgubil zaupanje v albume, a sem prav zasledil ta podatek? Ja, nisem zgubil zaupanje v albume, ampak nisem si upal, bil sem tako finančno, je to kar zalogaj in lažje je delati single, kukor pa cel album naenkrat. Ne. In lažje mi je bilo, veliko lažje finančno in tudi zame, da grem po singlih naprej, kukor pa da bi zdaj cel album delal, plus tega nisem še bil toliko zihar ta svoj vokal, da bi, pa tudi nisem hotel iskati drugega pevca. Enostavno nisem mi dal več energije, nisem imel več spet za nekoga delati celo plato. Kaj pa zaupanja? Manj, veliko manj. In sem bil v takem, ker nisem dejansko, ko ne veš, kaj bi. Vedel sem, da bi rad bil v glasbi, ampak nisem vedel kaj. Kako, na kakšen način. Po je spet prišel nek trenutek, ko sem slučajno Anzelca srečal, Vojko Anzelc, režiser, je rekel, gušti, in to v Lidlu, plačevala sva, pač na hitri blagajni. Na hitri blagajni in reče, gušti, a imaš kakšen komad, delam neko serijo, pa mi dan noče dati komada, a imaš ti kakšen komad? Sem rekel, ja, imam en komad, sem ga imam v hrvaščini. Je rekel, bi me ga naredil v slovenščini, ja bi. Kako se pa, kaj pa je naslov, ja delam serijo, ki ima naslov Nova 20. Ok. Dovoli, preden nadaljuje zgodbo o Novih 20 in celem poglavju o tem, kako je pisati muziko za naročnika v navednicah. Okay. Katere skladbe Dande niso želeli dati Anzelcu? Mislim, da je bil moj problem. Moj problem si ti. Mislim, dober komad. Ne, ja. Dober komad. Se tudi Nova 20. Ja. Se zgodi dobro in je prirejen iz česa, kar je bilo prej v hrvaščini. V hrvaščini, pazi to. A to je še ostane kot naša stvar? Ne, to je bilo pol, so mi na hrvaške založbe rekli, da me tam nek pevc Luka Nižetič, ker ga culice vole, ne? A bi ti napisal, on dela plato, pa ni avtor in jaz sem pač napisal komad. Ampak nisem odločil za ta komad in meni je ta komad obvisel na kompu. Ne, da si zavrnil Masima, nisi zadovoljil Luko Nižetiča. Kam bi te odpeljala pot na Hrvaškem? Wow, ok, Nova 20. Serija, televizijska. Zdaj, a govorimo o songu ali govorimo tudi o soundtracku? Govorimo ta prvi o songu. In jaz sem pač pol to naredil v slovenščini z naslovom seveda Nova 20. In sem rekel, zato pa ne bom nobenega, pač to bo pač en komad, ki mi tak, kaj vem, kaj bo s tem komadom, za vhodno špico pa bom kar jaz pel. In sem to jaz odpel. Produciral ga je Peter Dekleva. In ta komad nekako je padel, pač sem ljudem všeč. Se ni bil zdaj blazen hit, ne, ampak Beni kriče bežal, če sem jaz pel. Ampak si imel vsak teden, video. Ja, sem imel video. Televiziji, ja. In sem rekel, ok, dejte mi tako, seveda se je pol izvali, da sem rekel, da smo iz tega komada, Nova 20, smo naredili tudi cel soundtrack za celo serijo. Ne. Se pravi, naredili smo na 4-5 tem, žalostno, veselo,
ne vem, jezno, ampak iz te teme. Tukaj mi je dejansko ful pomagal Peter Dekleva, ki je bil dejansko glavni mojster za knofi. Ampak tam ta komad je bil neke vrste, pa še nekaj, mi smo se delili plat z Čau Portorož. Okay. In ker nas ni bilo, so oni pač malo scrollali po računalniku in so prišli tega komada in so bili neizmerno navdušeni in so me poklicali, da naj jaz več pojem. Dole pa, so se bili čisto, sem si ga se vrtel, ko so pohali pa to, pa so pili na vajah, pa so si vrtel ta komad in so bili neizmerno navdušeni nad tem komadom in so me klicali enkrat, srečal sem, da bi mogel jaz več pet, sem rekel, kaj. A res, in to je dejansko vplivalo na to, da sem jaz začel razmišljati o tem, da bi mogoče pa še kakšen komad je zapojen. In tudi zaradi tega nisem delal cele plate, ker sem rekel, bom šel jaz to postopoma. Vzel sem si ure petja, šel sem zato, da pač vokal je neke vrste inštrumental, moraš vaditi, ne, in Žare mi je dal zopet Natašo Nachtigal. In jaz hodim zdaj tja redno enkrat na 4 mesece. In pač vadim, vsak dan vadim te njene vaje in se pozna. Verjamem, ne. In se pozna, Žare me še zmer črti, da jaz nikoli ne bom pevec, ampak okay. Ampak ani po vseh teh letih, ne, Ja. Oba poznava cel kup ljudi, ki niso pevci, Ja. so pa interpreti. Da, točno tako. Jaz poznam, rečemo, malo pevcev v Sloveniji, ki so res pevci. Ostali so pretežno interpreti. Ne. Mislim, lahko naštejem, kdo je pevc. Zame je pevc Tomi, pa je Tokac pevc, pa je Buda Elvis Jackson pevc, pa se še najde, seveda tudi Štras je pevc, zdaj pa Boč. Ostali so predvsem interpreti, tako kot si rekel. No, ampak vsi nešteti pa znajo interpretirati to, kar pojejo. Absolutno. Če govorimo o pevci, pomeni, da znajo interpretirati in vokalno so tako sposobni, da je res, da jih je, mislim, ni veliko takih, ni vsak, ne, dajmo si priznati, ne. Pa tudi v ženskih vokalih so tudi pevka, da ne bom izločil ženske. Ampak, kot si rekel, interpretacija je v bistvu, ti moraš človeka prepričati. Pevc je tisti, kjer človeka prepriča. Ne. Zdaj, ali je to na vokalen način ali pa na foro interpretacije, je važno, da ti zgodbo poveš tako, da ti ljudje verjamejo. Ok. Če ostaneva še malo pri glasbi za naročnike v navednicah, ne, kakšna je pa zgodba o kliniki? Naša mala klinika je res tudi ena taka zelo prijetna zgodba, ki niti najmanj nisem vedel, da bo imela še danes tak vpliv. Poznal sem pa Đurota, jaz sem od Đurota kupil kitaro, svojo prvo Fenderca, na katero sem posnel, rečemo, Črn tulipan, pa to. On je takrat prišel v Slovenijo in imel je pač, ne vem, zakaj se začela družiti, ta producent Matjaž Tržišar, naj jo je spoznal. In Đurota sem poznal sem tega producenta Matjaža, kjer sta ona dva skupaj delala in Matjaž kliče, bil je fan tega komada na Dolčeviti, ki poje Buda Balkan. Rekel, en tak komad, radem delam serijo, rabim en tak komad, a bi ta komad naredil v slovenščini, sem rekel, bedno bi bilo ta komad zdaj prevajati v slovenščino, pa naredimo novega. In naredim ta komad, ga prinesem Žaretu, mu povem, producentu Žaretu, ne, to je v bistvu Žare moj band v studiu, sodelal že leta in leta. In mu povem zgodbo, da je to pač neka serija, ki bo ful smešna, ne, in je rekel, ok, pač. Koliko si vedel o seriji? Vedel sem, da bo o zdravnikih. Vedel sem, da bo pač, Žuro mi je dal, da moram pač imeti bela barva, mora biti noter, doktori mora biti noter, pač v tekstu. In potem sem jaz naredil komad, se pravi, govoril bo komad o neki mali sceni, v nekem malem svetu, kjer se te ljudje skozi družijo med sabo, ker je non-stop so med sabo. In naredim komad in Žare reče, ok, to bomo naredili brazilsko teraso. In smo naredili res brazilsko teraso, tako povabim prav Žare, to bi lahko odpel samo Buda od Elvis Jackson in grem do Bude, pa rečem, pa tako gleda nekaj časa. Ne, hvala, to jaz ne bi, ampak v slovenščini mora biti ne, hvala. Ne. Buda ni nikoli pel v slovenščini, ne, Buda je pel, še davno spoja samo v angleščini, ampak ker me očitno cenil
ker me pozna, pa me spoštuje, je šel čez to. Okay. Je šel čez to in je prišel in je odpel, ne. In ko smo prenesli na snemanje, to so na koncu snemanja vsi plesali na ta komad. In zdaj ta serija je bila res popularna in tudi muzika je bila popularna. Dogodilo se je celo to, da so ga Hrvati kupili. In ne bo treba to prevesti v hrvaščino. Ne. In je Buda spet pel, ampak Buda v hrvaščini pač ni izpadel najboljši, ne. In to Hrvati so sam zavrnili. To je bila še 9 dni 9 dni je bilo do začetka serije Hrvati čist panični, da to ne more tako zveneti. In kdo v Sloveniji bi tako zapel? Tokac. Tokac, ki je rojen v Karlovcu in je Tokac tudi v hrvaščini to odpel. In na Hrvaškem je bilo to še ben. To je v bistvu, jaz sem na plaži na Cresu lansko leto poslušam, kaj Mullerja poje ta komad, se pravi, en komad mi je ratal prodati Hrvatom. Ja, lahko rečeš ne bi hvala, tako kot je Buda, lahko pa brez nominalnih vrednosti. Ne? Jaz laično ugibam, glede na to, ker približno malo vem, kako funkcionirajo odkupi in pogodbe in gor in dol, a je naša mala klinika najtežja finančno na tvojem repertoarju po vseh teh letih. Ali je to solistična karijera skozi zadnjih 10 plus let, ali je Bigfoot mama, recimo, ko kolektivne organizacije na kvartale izkažejo zadovoljstvo. Ne, naša mala klinika se ni vrtela veliko na radijih. Okay. Zato tudi iz SAZAS-ov pa IPF-ov iz naslova naše male klinike ni prikapljalo veliko, na Hrvaškem veliko več. Jaz v bistvu živim ni najtežje. Moji hiti, kot si Let severa, Črn tulipan, nisem več s tabo, hiti od Bigfoot mame, pa hiti od Polone, mislim, so tisti, kjer v bistvu meni zagotavljajo neko finančno stanje od kolektivnih organizacij, da lahko preživim. Tudi novi komadi, ampak pretežno mislim, da so te hiti stari iz preteklosti, ampak vse skupaj. Ne, se prav, minulo delo mora biti ovrednoteno. Absolutno. In nekako grem na to, da bom tudi za časa, zdaj, ko jaz pojem, prišel kakšen komad, ki bo kdaj imel toliko težo kot tisti odzad. Mogoče pride, mogoče ne pride, to ne vem. To nikoli ne veš. Nekateri so stari 30 let, solistična karijera je mlajša. Je mlajša, je. Treba potrpeti. Jaz mislim trpim, ne trpim. Moram reči, da imam kar ustrajnostni moment. Ni zdaj, da jaz se spotaknil, pa padel že velikrat v življenju in sem se tudi pobral in tudi zdaj doživljam glih. Rad bi več igral. Se pravi nastopal. Nastopal, ja. Več bi rad nastopal. Ker igraš lahko doma. Ja, igram lahko, ampak rad bi več nastopal, ampak ne nastopam veliko. Ne vem, zakaj pač organizatorji mi očitno ne smatrajo, da bi me poklicali na festivale. Pa to igram nekaj, ampak za moje pojme premalo. Ne glede na to na repertoar, ki ga imam, rečemo v Ljubljani za novo leto, nisem dobil nikoli povabila, pa sem Ljubljančan, rečemo. Kar se mi zdi, s tem repertoarjem, ki ga imam, se mi zdi kar malo smešen, ne. Ampak to tako je in delam na tem, da bi pač več igral. Imam super band spet, sestavljam polovica iz prismojenih profesorov bluza, polovica iz kitaristi je Tomav Crnkovič, Grega Smola. Mislim, band se reče Pangalaktični grlores, ki igrajo. Ker zakaj bi imel preprosto? Ja, točno to. Ne. Ampak super fantje, skromni, super glasbeniki in se pravi, želim si več igrati, ampak nekako ne dobim dovolj ponudb za to, kar si res želim. In me to, mislim, ne da me moti, čudno mi je in pol spet, mislim, mogoče je problem v meni, da me pač ne tretirajo kot frontmana, ne tretirajo kot ne vem kaj. Ampak, rečemo, s tem se borim še danes, ne. Tudi s Polono sva zelo malo igrala. Zelo malo. In vrtel se je na polno posod, ampak igrala sva pa v 2 letih sva imela, prvih 2 letih, ki je bil minilo leto, pa vedno zame 7 koncertov. A veš, pop v Sloveniji gre rock'n'roll, pa gre narodno zabavna. To
to in to je tudi na terenu veliko. Če imaš pa urbani pop, pa ne vem, bi rečemo Zec lahko naredil sladico v Lendavi. Ne? Vprašanje, ne? Ja. Ne bom pozabil in da ne bova pozabila. Diskografija solistična. Ja. Ne? So songi, ki so songi, ki jim v resnici nimam očitati česarkoli in je song, ki zame najbolj izstopa. Postavi me v čas, kontekst, Modro sonce. Modro sonce. Ker nikoli nisi bil, tukaj pa vsaj malo diši neposredno po nezadovoljstvu z okolico, v kateri živiš. To je bilo točno to nezadovoljstvo, kar sem ti prej razlagal. Imam songe, pa ne igram. Imam repertoar, pa ne igram. Mislim, to nezadovoljstvo, zakaj, ne vem, se mi zdi, kot sem prej rekel, rock'n'roll je dobro zastopan. Narodna zabavna je dobro zastopan. Pridemo in ta nek novovalovski pop, ki ga pa na terenu ni. Ok, zdaj bom pa jaz obrnil in bom dal tebe vlogo razsodnika. Če jaz rečem Modro sonce in ti nisi najbolj prepričan z mojim izborom, od vse muzike, ki si jo izdal solistično, se pravi od novih 20-ih do mojega driva, ki je najmlajši, kaj bi ti izbral kot... Že zaradi tega songa bi me moral nekdo bukirati za špil. Ja, tukaj je pač refren, ki sem si ga drugačen je. Refren je drugačen in imel sem probleme toliko teksta napisati v refrenu, ki se tok. In se mi zdi, da ima ta komad to neko sonce. Ne? In kaj to pomeni? Modro sonce je, kadar je vse tako lepo, ne? Kad pogledaš v nebo, pa je samo, na modrem nebu samo sonce. In ne glede na to, da sem malo nezadovoljen za situacijo, so še zmeraj ful lepi trenutki. Ne? In te lepi trenutki te držijo in da lahko delaš. In tudi Modro sonce je v bistvu nek... V bistvu nisem bil več tako mlad, ampak sem hotel biti mlad. Ne? Ljubi me, snubi me, igriv je, seksapila ima velik, ne. Hočeš pridati k osebi, pa hočeš tudi jati, nočeš biti zaklenjen pri njeni, ne. Zmedi, zavedi, zmedi, misledi še, kdaj pridi, odidi, ne. Tako en tak, se mi zdi, da ima eno tako lepo zgodbo v samem refrenu in je težko to narediti, se trudim spet delati, ne, ampak bi sam ponavljal to. Moram je čist nekaj drugam, ne. Ampak ne vem, zakaj ljudem je tako mat res, če greš na YouTube, ima delač največ gledal moj. Melodika refrena je, se upravičujem, catchy as fuck. Ja, ampak to znam, ne. Jaz imam par komadov, ki so res catchy, mislim, moram reči, da očitno sem jaz, gor sem rastel na country, moj fotor je full country poslušal. Country. Ne boš verjel, plava trava zaborava. Dobro, to je takrat bil naš country, ampak govorimo o country tudi sicer, ameriškem country. Ja, ameriškem countryju, jaz sem to kot mulac poslušal in teh catchy melodij imaš v countryju največ, ne. Pa tudi 80-ih so, ker se so bile, ne. In jaz sem v tem času gor rastel in jaz težko naredim komad, ki ni catchy, ne. Mislim, jaz skozi iščem v refrenu, da se mora odpreti, da mora biti catchy, če ni huka, jaz pač ne naredim komada, mislim, ne grem delati, jaz začnem ta prvi huk delati, pa se je ostalo. Tako da, čudno mi je, ne, ko slišim ostale kolege, ali pa ki so, da sploh, da imajo premalo lepote te komadi, za moje pojme, imajo premalo teh catchyh momentov v glasbi. Zato mogoče jaz toliko insistiram, pa dajem teh catchy momentov noter, se mogoče včasih izpadem čizi, ne. Nikoli ne veš, ampak zato imam žareta, zato imam ta sito, pa zato ko pride do urednika, se odloča, bo to vrtel veliko ali bo to vrtel malo, ne. Ampak Modro sonce ima ta catch, absolutno ima ta catch noter. In v vsakem komadu, ki ga delam, si želim, da bom imel tak catch, ni pa nujno, da ima.
glede na to, da si zelo jasno povedal, da imaš, kakorkoli bodo to ljudje razumeli, lagodno življenje zaradi tega, kar počneš, oziroma živiš v redu, in familija in vse. Po vseh teh letih, kakšen odnos imaš do naročila? Dosti pozitiven, se pravi, nekomu sem všeč, da me je poklical in mi nekaj naročil. To spoštujem in mi je všeč, da je to tako. In nimam nič proti, ampak grem v bistvu iz sebe delati. Ne? Povej mi nekaj, kar nihče razen tebe in naročnika ne ve, da si to ti napisal, pa nas zadane vsake toliko časa. To se mi je zgodilo 2krat v življenju. Ne? Komad Vedno zame, od Guštin Polona. Seveda potem, ko sva izdala album Dolce Vita in je ona odprla ta album, smo že mi razmišljali po pol leta, kdo bi bil naslednji singl. Med tem časom so me poklicali z nekega slovenskega operaterja, da ker sta Guštin Polona tako nekaj svežga. Pred 22 leti ni bilo veliko slovenskih operaterjev, tako okay. Da lahko... Iz Simobila so poklicali, da imajo oni geslo Vedno zame. In če bi Guštin Polona naredila komad, kjer bi samo omenili to geslo, ne, se pravi neko prikrito oglaševanje, so to rekli. In seveda so pomahali z orli, ne, z denarjem. In ne rečeš ne. Seveda ne rečeš ne. In narediva komad Vedno zame, jaz naredim tekst, Polona odpoje, Žare sproducira, posname. In ta komad je bil tak hit, ne, da so vsi drli v štacune po CD, ampak na CD-ju ni bilo tega komada, ker je prišel kasneje. In smo mogli vse CD-je vzeti iz prodaje in natisniti nove. Tako da ja, to je v bistvu reklama. Vedno zame je v bistvu bila želja Simobila, da se to naredi. In še pol se mi zdaj, pred 3 leti se mi je spet posrala, da pride nek tak donator, ali pa kako bi rekel, tiskate, sponzorira, kako se Mecen. In so rekli, da imajo kampanjo z naslovom Še je dobro. A bi mogoče, mislim, jaz sem jim prodal zgodbo, da smo tako naredili, da si mobilen, da lahko za njih isto naredim, če želijo. In so bili navdušeni nad idejo. In sem pač naredil komad Še je dobro, ki v bistvu ne govori o kampanji, ampak je samo pač geslo Še je dobro. In vesel sem, da pridejo to taki meceni, ki v bistvu nekako dvignejo, te malo poživijo in tudi lahko si prvošaš boljši spot, lahko si prvošaš, ne vem, vse te stvari, boljši studio, lahko dejansko Janja Haceta pa Peršla plačaš normalno ceno, ko pridejo to odbobnati, pa vse to. In jaz gledam na to stvar zelo pozitivno. Na mecene gledam zelo pozitivno, da dejansko pride kapital do umetnika in reče, ti znaš to delati, a bi sodelovali. Seveda, ja. Ok, sva v resnici na koncu. Edina stvar, o kateri nisva debatirala v predpripravi, ki je roko na srce trajala 4 minute po telefonu. Ne? In te bom zdaj izzval. Okay. In hipni odgovor bo po vsej verjetnosti najbolj iskren, pa če bo v več delih nič narobe. Song, ki je nastal na naših tleh, kaj bi dal, da bi jaz tega napisal? Platina. O tom je dan, da ima veliko takih komadov. Mislim, tudi Tom ima ful takih komadov, ki bi jih jaz rad napisal. Bil sem fan tudi Lovšin ima ful dobrih komadov, Kreslin, Predin. To sem se še lepo zavedel, ko sem začel pisati komade. Jokerji imajo par komadov, ki bi jih rad, Murphy, Jack Black Diamonds, je veliko komadov, ki sem jim fovš, da nisem jaz napisal. Mislim, veliko komadov. Če slučajno dvomiš, v katero smer moraš pisati, ne? Si ravno kar odgovoril. Ok, zdaj bova pa res končala. Miha Gušti. Ko gledaš Krisa, a vidiš sebe pred... Ali je toliko drugače? Ne, toliko drugače ni. Tako fascinantno, nisem si mogel misliti. Kris je
v nekih stvarih tako podoben meni, še posebej na odru, ne? Še posebej, kar se muzike tiče, ki stoji na odru, ki se premika na odru. Način premikanja pa se mi zdi, da dostakrat vidim sebe, ne. In ja, fascinantno. Tudi zato si ne bi mislil, do 14 leta ga sploh glasba ni zanimala. Absolutno ga ni zanimala. Žalo me je. Žalo me je, da to, kar izdelam, nihče ne posluša. Dokler ni začel igrati kitare, seveda, ne. Dokler nisem poznal benda, v katerem je še danes, ki je bil to šolski bend. In so mu pol oni povedali, da Led Severa pa Črn Tulip, to pa vsi poznajo, da to je pa ljudem všeč. In je prišel en dan domov z vprašajem na glavo in rekel, oči, ja, a mi pokažeš akorde? Padel sem na rit, nisem vedel, odkje pa zdaj to? Odkje pa zdaj to? Pred 14. ga Šantal nista nikoli rinila v glasbo? Ne. Prav pustil sem ga, da se razvije sam, nikoli mu nisem enega komada pokazal, to posluši, uno posluši, poslušal je od dobre glasbe pa do res grozne glasbe. Bil je tak MTV kid. Tako, to, na MTV je gor rastel glasbeno in je ti se srberal, tako, dokler ni spoznal, in nisem, jaz sem mu kupil, ko je bil v 5. letu, sem mu kupil en najcenejšo kitaro v Big Bangu, če bo slučajno fant posegel po kitari. In do 9. razreda ni posegel po kitari. Ni se jo dotaknil. A pokliče vsak dan? Ne pokliče vsak dan, smo pa na vezi. Imamo skupinski družinski chat in se javlja, kjerkoli so, pa kakšno sliko pošle in mi se njemu javljamo. Zdaj so bili v Sloveniji, prečeril sem ga pelil v Trst na avion, ker je šel v London. Kris je zapustil gnezdo pred 2 leti že. Je rej, v bistvu, če ne drugega, si šofer, kitarista od trenutno najbolj priljubljenega benda v Sloveniji. Ne? In z veseljem sem to. Več kot radio. Gost podcasta Vala 202, še vedno sem s tabo, je bil Gušti. Družba, hvala za prisluh in ne pozabite, naročite se na podcaste Vala 202 pri nas ali vašem ponudniku storitev. Jaz sem Andrej Karoli, lepo se imejte in pazite nase.